Za denar gre. Odvzem živali je postal izjemno dobičkonosen posel za privilegirane aktiviste na račun kmetov in države. Z tega naslova si dodatnega denarja obetajo tudi na RTV Slovenija, kjer sicer grozijo, da ne bo prenosov ključnih športnih tekmovanj v prihodnjem letu, za katere so pravice sicer že plačali. No, denar bodo delili tudi epidemiološkim prekrškarjem, nenazadnje pa je ključni vidik tudi na področju dobrodelnosti in nogometa. Ga bo moral stranki vrniti Anže Logar. Gledate Odmev tedna, dogajanje pa bova za vas komentirala odgovorni urednik portala domovina.je, Rok Čakš in Peter Mrše. Rok, pozdravljen. Dober dan. Torej, ne denar, pač pa kaj drugega je bilo posredi pa v parlamentu, kjer sta se sporekla predsednica parlamenta in poslanec Zvonko Černač. Poglejva si najprej ta posnetek. Vi, spoštovana predsednica, ste segli v besedo mimo teh določb poslovnika pri poslancu. In tudi vam bom zdaj segla v besedo, gospod Černač, kar sedite, hvala lepa. Hvala lepa, kar sedite. Zaradi tega morate sama sebi izreči opomin, sedite, gospod Černač. Dokler se ne bom usedel sam. Navadite se osnovnih marjat. Dajem vam opomin. Sicer se usedite na vas sedež, ker ste preveč živčni, da bi lahko še Gospod Černač, ne podcenjujte me, sedite in dajte mir. Zdaj, ko gledam te naše politike, me pravzaprav mika, da bi pa jaz danes predlagal, da preklopa na eno drugo temo, recimo nogomet. Nogomet, ja. O tem se lahko vedno pogovarjamo, ne? Zdaj, kako komentiraš ta žreb, ki je bil, recimo, zdaj, ima Slovenija šanse, da na Evropskem prvenstvu doseže kakšen resen rezultat, recimo preboj v nadaljevanju? Ja, nekateri so bili razočarani, češ, da veliko igramo s temi reprezentancami, ki jih imamo v skupini, ampak to je mogoče tudi priložnost, da smo med tem ugotovili kakšne njihove pomanjkljivosti, ne? Torej imamo Anglijo, težko jo bo premagati, ampak je zadnja tekma, ne? Kar je malo boljše, ne? Imamo Dansko, s katero smo doma, mislim, da remizirali, gosteh smo izgubili, in imamo Srbijo, s katero smo igrali v svetovno prvenstvo in tudi doma remizirali, mislim, da je bilo 2-2. Mogoče je za spomniti, pred 25 leti smo takrat še z Jugoslavijo, ampak vemo, bila je takrat Srbija in Črna Gora, že igrali, ne? In zelo uspešno, do 60 minute smo vodili 3-0 in imeli igralca več, na kar je današnji komentator oziroma voditelj Odmevov komentiral, da Slovenija lahko zmago prepreči samo še potres, ne? No, in ta potres se je potem vendarle zgodil. Ja, pravega potresa ni bilo, ampak na koncu je bilo 3-3, tako da bili smo blizu, ampak zdaj imamo izkušnjo več, ne? To pomeni neodločen izid proti Danski in zmaga proti Srbiji bi nas lahko peljala na nadaljevanje, ne? Zdaj, mi čist brez politike pa ne moremo niti pri nogometu, ne? Aleksander Čeferin je pravzaprav podlegel, lahko rečemo, LGBT lobiju in omogočil, da pravzaprav lahko nosijo kapetani poljubne kapetanske drese, pri čemer se to nanaša predvsem na te mavrične, ne? Ja, ti mavrični so se nekako razpasli po teh zahodnih ligah, ne? Vemo, prejšnjič je bil tukaj nek konflikt, ker je bil močen pritisk te skupnosti, da bi prešli na Evropsko prvenstvo, ki se je tudi neka tekma igrala na Madžarskem, da bi so tam želeli protestirati proti Madžarski, tudi Allianz Areno so takrat želeli prebarvati v mavrične barve in je takrat UEFA rekla, ne mešajmo politike v nogomet, ne? In zdaj so pa to očitno je bil pritisk tako močan, da so to zdaj spremenili. Sam to jih lahko udari tudi na drug način, ker mogoče bojo zdaj te vrata, ki so odprla kakšne druge skupine svojo ideologijo ali pa svojo politiko skušali prodajati prek mavričnih trhov in podobnih signalov, ne? Vendar niso vsi na Evropskem prvenstvu, ne, izrazito. Tako je, ne? Vsak bi imel priložnost, da svoje sporočilo zdaj pošlje. Sicer Čeferin svari, da se to naj ne dogaja, ne? Ampak so dobrodošli samo eni signali, drugi pa ne? Ne vem, če si bojo ljudje to tako razlagali, ne? Zdaj, kar naj se ne bi dogajalo, pravzaprav je tudi odvzem živali, ne, še vedno so 24 glav živine, ki so jih odvzeli kmetu iz okolice Krškega, ne, še vedno se ni vrnilo na svoj dom, ne, pri čemer pa je to postal izjemno donosen biznis, ne, za nekatere aktiviste, ki pravzaprav s tem služijo
velike denarje, ne, kot se razkriva pravzaprav na račun države in po novem tem zakonu tudi na račun kmeta, ne, vendarle prej, če se je kmetu neka živina odvzela, se je izkupiček potem vrnil njemu, glede na to, da je bil tisti, ki ima največ škode. Ne. Zdaj gre ta denar pravzaprav tem aktivističnim organizacijam, kar tudi nekako napeljuje na to, da imajo oni izreden motiv, da se bi te odvzemi živine še dogajali. Ne. Točno tako, ne, ker se je ta odvzem živine vzel, so govorili, da je to bilo že predvideno po prejšnjem zakonu. Seveda so bili odvzemi predvideni po prejšnjem zakonu. Velja nov zakon in po novem zakonu je ta motivacija za odvzem večja, točno iz razlogov, kot si ti navedel. Mislim, da je bilo v Tarči takrat povedano, da je za en dan oskrbe take živali 17 evrov. Predstavnik kmetov, mislim, da je bil gospod Žveglič, pa je dejal, da če goji bike, bo si vse prstne na roki oblizno, če bo dobil 2 evra na dan na bika. Ne. Tu je taka velika diskrepanca in tu je očitno zadaj neka finančna motivacija. Ne. Jasno je, da je ta zakon pripravila ta aktivistična, nevladniška, oziroma imela saj velik vpliv na njega civilna družba, zaobšli so kmete, zaobšli so veterinarje in zdaj vidimo, ne, kam to pelje. Ne. In to zagotovo ne pelje v pravo smer. Veliko bo odvisno, kako bo ta prvi primer obravnavan. Mislim, da je ravno včeraj, zdaj se ne spomnim iz glave, neka inšpekcija opozorila, da postopek ni bil... Uprava za varno hrano, ne, je ugotovila kršitve pri tem inšpekcijskem postopku, ne, stranka Nova Slovenija pa je pozvala Računsko sodišče naj preveri poslovanje Društva za zaščito konj, ki je v tem konkretnem primeru eden večjih pridobiteljev, ne, teh javnih sredstev, ki so dokaj neregulirana, vsaj tako se zdi. Občutek je, da so neki člani tega društva dosti povezani za samo akcijo, mislim, da je tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo je članica tega društva, ne, in članica tega društva je bila prisotna pri tem odvzemu in potem eno izmed teh krav kar sama posvojila, pri čemer spet to niti ni v zapisniku, da je šla ta krava. Tako, skratka, verjetno so stvari, tudi ta denar povsem zakonit po novem zakonu, ampak vseeno je smiselno zdaj preveriti, predvsem pa pod vprašaj postaviti, ali je to dolgoročno vzdržno, da se bo na tak način te odvzemi potem financirali. Ne. Mislim, tukaj si lahko predstavljamo za enega kmeta, ki mu poberejo 25 glav živine, je to preživetveni moment. Ne. S temi, to je njegov vir dohodka, ne. Če mu zdaj to odzameš in niti za to ne dobi niti izkupička, kot je bilo prej od prodaje teh živali, ne, je potem on praktično na bankrotu, si predstavljam, ne. Bo mogel zamenjati foh ali kako. Seveda nihče ne podpira slabega ravnanja z živalmi, ampak so neki sorazmerni ukrepi, ne. In tukaj se je šlo pa na nož v primeru, kjer so bile kraje umazane, niso bile, pa tako so dejali vsaj veterinarji strokovnjaki, da bi bile shirane, po domače povedano. Ne. Ja, v zadevo je pravzaprav že vključen tudi recimo odvetnik Franci Matos, ne, ki pomaga kmetu pri tej pritožbi. Ne. Zdaj, denar pa ni pravzaprav samo v teh zadevah, ne, na področju odvzema živali. Ne. Pravzaprav smo lahko ta teden videli upravo RTV oziroma predsednika sveta RTV, predsednika uprave RTV, kako sta, bom rekel, dobesedno fehtala, ne, poslance naj vendarle nekaj naredijo, da zagotovijo RTV Slovenija dodaten denar, ne, za njihovo delovanje, pri čemer insideri nekako opozarjajo, da pravzaprav ta uprava ni naredila pravzaprav ničesar drugega, da bi recimo uravnotežila to poslovanje. Kar niti ni bilo od nje za pričakovati. Ne. Naj samo spomnim, da je že dr. Šušteršič, ekonomist, opozarjal pri pripravi tega zakona, da ni predvideno, da bojo neki finančni strokovnjaki bedeli nad financami RTV Slovenija, kot je bilo to v dosedanjem zakonu. Ne. In tudi, kot vidimo, kdo je bil imenovan v to pomeni v vodstvo, to kolektivno vodstvo in pa v programski svet, nimamo ekonomistov, nimamo finančnikov, imamo družboslovce, imamo sociologe, imamo filozofe, imamo kakšnega pravnika, ok, vse v redu, ne. Ampak kaj pa finančna dimenzija? In že takrat se je pričakovalo in napovedovalo, da prvi problem bojo finance. In tukaj vidimo, jaz ne bi uporabil izraza, ki si ga ti, torej fehtamo, prosimo, ampak izsiljujemo. Ne? Jaz mislim, da je bil to bolj poskus izsiljevanja. To pomeni, če ne boste, ne bo olimpijskih iger, ne bo evropskega prvenstva v nogometu, kar vedo, da ljudje radi gledajo. Po drugi strani pa tisti, ki se s tem poslom ukvarjajo, vedo, da so to sicer drage pravice, ampak omogočajo tudi največji tržinski potencial, da ti stržiš evropsko nogometno prvenstvo, na katerem nastopa Slovenija. Kaj si lahko še bolj želiš kot ravno tega? Ne? Tako da tu vidimo, da je odzadaj samo ta izsiljevalski moment, na kak način državo prisiliti dve stvari. Prvo, da jim čez nek odvod
da denar, kot so zdaj rekli, za 10 milijonov evrov ali koliko, 15, celo v 2 letih, za narodne manjšine ali za narodnosti. Za programe narodnih manjšin. Tako. In zdaj bi želeli to definicijo proračunskega financiranja še razširiti na, mislim, da na orkester, ne vem, kaj vse. To je en odvod. Ne? Potem pa seveda potrebuješ kreativno računovodstvo, da ta denar nekako uporabiš za druge stvari, hkrati pa namensko ga prikažeš, da je bil uporabljen za to, za kar si ga dobil, kar verjamem, da imajo načrto narediti. Ne? Mislim, da so poslanke Svobode uporabljali celo izraz kozmično vodstvo. Pričemer je to izsiljevanje še bolj očitno, glede na dejstvo, da pravzaprav recimo so pravice za prenos olimpijskih iger in pa evropskega prvenstva na RTV že kupili. Torej pravzaprav večji del tega stroška je pravzaprav že nastal. Po drugi strani recimo grozijo z ukinjanjem regionalnih centrov v Mariboru in Kopru, ki so prav tako zagotovljeni z zakonom, torej jih brez recimo neke zakonske podlage pravzaprav sploh ukiniti ne morejo in tako dalje. Ne? Se pravi, tudi večji del tistega ostalega krčenja, ki ga napoveduje, pravzaprav zgolj nek pesek v oči in tudi sami so potem priznali, ko so jim poslanci učitelji, češ da po nepotrebnem nekako razburjajo javnost, ne? In zaposlene, da pravzaprav to ni zares namen, da bi recimo te stvari ukinili. Ja, tu je še drugi namen, je, da jim poslanci sprejmejo zakon, po katerem bojo progresivno obdavčili ljudi za plačevanje RTV prispevka. Ne? Sicer pa je zadaj povsem socialistična logika. Namesto, da bi sami kaj naredili za to, da A, povečajo prihodke, B, zmanjšajo stroške, zahtevajo od države, da jim da denar na račun države in na račun državljanov. Še posebej tistih, po katerih pravzaprav najbolj teptajo, ne? Torej podjetniki, recimo nekoliko bolj podjetno naravnani, premožnejši ljudje. Ne? Ideja progresivizma v tem primeru je seveda zadaj ni zato, da bo Jaša Jenull plačeval več, ne? In njegovi kolesarji. Ne? Vemo, da oni bojo verjetno tu med tistimi, ki bodo mogoče na boljšem. Zanimivo, ne? Je pa ta nova uprava, ne, iz odločanja na Ustavnem sodišču pravzaprav skušala umakniti tudi zakon, ne, po katerem je pravzaprav sploh nastopila mandat. Ne. To so naredili izjemno potiho. Ne. Peter Gregorčič kot eden izmed pobudnikov opozarja, da je pravzaprav za to izvedel šele, ko je pogledal spis, sicer bi verjetno zadeva šla povsem mimo njega. Ne. Potem pa je Državni svet naredil intervencijo s tem, ko je pravzaprav z veliko večino izglasoval poziv Ustavnemu sodišču, naj vendarle vsebinsko odloči o tej zadevi. Ne? Ja, Državni svet je neka varovalka te oblasti, to se zdaj vidi, žal pa v tem trenutku bi koristilo, da bi imel več pristojnosti, kot jih ima. No. Ampak nekaj v okviru svojih pristojnosti dela, vse opozarja javnost, da neka veta na neke, recimo direktno neumne zakone, ne? Ki so seveda potem še enkrat potrjeni, ampak ljudje se lahko vidijo, kaj so izvolili in kakšne odločitve sprejema ta vlada. Zdaj, uprava, ne, morda še to, ne, da glede tega zakona nekako se boji, ne, da bi Ustavno sodišče pravzaprav razsodilo o tem zakonu, ki je njim v prid, hkrati pa že opozarjajo, da pravzaprav ta zakon ni rešil skoraj ničesar, ne, češ da financiranje morajo pa zdaj z novo novelo, pri čemer ta še niti pol leta ne velja, ne, pri čemer se zdi, da so nekako takrat skušali financiranje načrtno umakniti, da ne bi izgubili referenduma. Ne? Pa ja, tukaj je jasno, da je ta zakon bil sprejet tudi po nujnem postopku samo zato, da se zamenja staro vodstvo. Ne? To je vsakemu slepcu lahko jasno in iz tega izvirajo zapleti, zadaj pa seveda želijo nek zakon, kjer bodo financiranje rešili na tak način, da bojo progresivno obdavčili državljane. Zdaj, državljani bomo pokrivali tudi globe, ne, ki so jih morali plačati, torej kršitelji covidnih ukrepov, ne, posebej tukaj velja za epidemiološke ukrepe, torej recimo nošnja mask, omejitev gibanja, ne, pri čemer so zdravniki zgroženi, ne, pravijo, kdo se bo še resno držal ukrepov, če jih bo naslednja vlada tako in tako črtala, ne, gre še za eno stran pot slovenske politike, ki si bomo čez čas sramovali. Ne. Ja, tukaj bi rekel, da izvirni greh tega je bil presoja tega zakona o nalezljivih boleznih iz časa Drnovškove vlade. Ne. Takrat so zakon postavili, potem ni bil dolgo uporabljen, ker ni bilo take pandemije. In ko je prišla pandemija, jaz osebno sem prepričan, da je tu Ustavno sodišče tako ozko interpretiralo ta zakon zaradi tega, katera oblast je bila takrat gori, torej desno-sredinska Janševa vlada in takrat so rekli, da je zakon premalo dodelal ukrepe in je zato neustaven. Ne. Tukaj bi se dalo tudi širše interpretirati, a je res potrebno vsak konkreten ukrep zapisati v zakon. Ne. V okviru tiste situacije
ne, bi bila lahko presoja drugačna in na podlagi te presoje zakona z časa Drnovška so oni potem razglasili ukrepe neustavne in potem iz tega izhaja tudi pravica do povračila teh plačanih sredstev. Sporočilnost, ki pa je zdaj, je pa izredno slaba za naprej. To pomeni, ta leva vlada, ki je zdaj, je seveda vesela, ker je to gre na politični mlin, vsaj nekaj so speljali, kar so obljubljali, ne, kar je bilo seveda najlažje njim narediti, ker bojo svojo bazo s tem napolnili in neko obljubo obklukali, ampak verjetno so razmišljali, dobro, vsaka pandemija prija čez 10-20 let, mogoče takrat nikjer več ne bo, naj se drugi s tem ukvarjajo, če ljudje potem tega ne bojo spoštovali, ker si bojo rekli, ja, se itak, se na koncu bom pa denar dobil nazaj, če zdaj kršim. Ne. Ja, to sporočilo pravzaprav pačno, ne. Je pa še ena zanimivost, ne, in sicer dokaj v tajnosti vse te stvari potekajo, ne. Enako recimo lahko rečemo tudi za neke vrste davčno reformo, ki se je zgodila v zadnjem letu, ne da bi jo sploh opazili, pravzaprav nam je država dvignila ali pa dodatno uvedla nekako 5 novih davkov, ne, torej dohodninska olajšava je zmanjšana, dvig davka na dohodek pravnih oseb, ne, potem imamo tukaj nov prispevek za torej dolgotrajno oskrbo, ne, s prihodnjim letom prihaja še ta zdravstveni in pa oziroma poplavni solidarnostni, ne, nekako dodatek, pa še obdavčitev bilančne vsote bank. In vse to je prišlo nekako skozi interventne zakone o poplavah. Torej država je pravzaprav napovedovala, oziroma vlada je napovedovala davčno reformo, potem te davčne reforme ni bilo in zdaj kar nekaj ugotavljamo pravzaprav, da se je že zgodila in da kar nenadoma plačujemo bistveno več. Ne. To so opozarjali recimo gospodarstveniki nedavno. Zato, ker so glavni tarča tega, oziroma glavni plačniki so ravno gospodarstveniki. Ne. Povemo še, da sicer to še ni, večino tega še ni implementirano, oziroma še ni sprejeto, če zakone nekaj je. Ampak tukaj se vidi, kdo je cilj, ne, kdo je tarča te vlade. Tako kot je Janez Janša povedal na tistem srečanju gospodarstvenikov, kdo ima vpliv. Ne. Vi plačujete, je rekel gospodarstvenikom, večino denarja zagotavljate v proračun, vpliv imajo pa Jaša Jenull in nevladniki, ne, in sindikati. Ne. Oni bi morali biti tu, da bi povedali, kako bo v prihodnje, takrat nekaj v tem smislu rekel. Ne. In tukaj zdaj so dejansko gospodarstvo je vendarle odreagiralo, ne. V tem tednu so pozdignili glas, 15 organizacij je povedalo, da je dovolj teh obdavčitev, vedno novih nalaganj davkov na račun podjetništva in tudi so bili sprejeti pri Golobu za zaprtimi vrati, tudi zaradi tega smo mi recimo imeli nekaj težav z vročo temo, ker smo že imeli obljubljeno, da bo izvedena, na kar so gospodarstveniki prišli od Goloba in so rekli, da so se dogovorili, da v javnosti tega ne bodo komentirali. Ne, to pomeni, da nek tihi dogovor je zdaj očitno nastal, ampak da vidimo, ne, kaj bo to pomenilo v praksi, ker če kaj ne velja pri tej vladi, pa je njena beseda, ne, to smo se naučili. Ne. Kaj reče Golob, danes je sonce, jutri bo dež. Ne. Tukaj se ne moremo zanesti na oblast in to je največje sporočilo dosedanjega mandata, da karkoli govorijo, ne moreš reči, da to bo pa tudi držalo. Pa verjameš, da lahko gospodarstveniki vendarle dosežejo oziroma imajo pri tej vladi sploh moč, da izsilijo recimo kakšne olajšave oziroma vsaj prenehanje dvigovanja le-teh, ki jih neprestano vlada dviguje? Ne, ne verjamem, zato ker niso njena ciljna baza, hkrati potrebuje denar ta oblast, da bo napolnila oziroma da bo poplačala dolgove do tiste ciljne baze, na katero upa, da se bo lahko naslonila na naslednjih volitvah, tako da ne verjamem. No, ko so že pri naslednjih volitvah, ne, stranka SDS je ta teden pravzaprav oznanila, ne, da je očitno, da se Anže Logar pravzaprav pripravlja na prihodnje volitve z novo stranko, da celo njegovih izjav več ni mogoče šteti kot izjav SDS-a, ampak stranke v nastajanju. Ne, potem se je odzval Anže Logar in povedal, da o svoji politični prihodnosti izven matične stranke SDS, kateri trenutno še vedno pripada, torej o tem še ni razmišljal. In potem je Janša poslal nekako spravljivejše sporočilo, če boš ostal z nami, potem je vse v redu, sicer pa pričakujemo, da nas pravočasno obvestiš. Kako gledaš na ta recimo zaplet znotraj stranke SDS? Mislim, da moramo zadevo gledati širše. Ne? Predstavljamo si, da je nad tem desno-sredinskim polom en tak pokrov dominantne stranke, ki ima svojih 25% zelo zveste volilne baze, hkrati pa izven tega ima zelo hudo neko javno nasprotovanje, torej ta anti-Janša refleks. In znotraj tega pokrova je neka nova generacija politikov, ki zdaj vsaka na svoj način poskuša sili ven iz tega pokrova na neko lastno pot. Ne.
nova generacija je boljši izraz kot recimo mlada generacija, ker niti niso več tako mladi, že kar dolgo so pod tem pokrovom in očitno jim zmanjkuje potrpljenja, kar je njihova napaka, če bi želeli resno nastopiti, je, da to delajo vsak po svoje. Torej, tu so neki trije akterji, torej Logar, potem imamo okoli SLS Balažica, Gregorčiča zdaj in tukaj NSIT, Petonina, Vrtovca in ostale. In očitno imajo malo premočne jege vsak za sebe, da bi to naredili skupaj. Ker če bi naredili skupaj in ponudili neko alternativo, bi bilo to boljše tako zanje, kot za celoten desno-sredinski blok. Kajti spostavljeni bili dve jasni poziciji. Torej imamo neko staro desnico pod osamosvojiteljem zadnjim, ki še je tu ostal na sceni, Janezom Janšo, ki ima svojo bazo in jo nagovarja uspešno, in imamo neko novo desno sredino, nekoliko zmernejšo, z drugačno miselnostjo, ne nastopajo toliko iz vloge žrtve, bolj se postavljajo v vlogo nekega ne bom rekel superiornega ali pa vsaj enakovrednega nasprotni strani in izvirajo iz tega in da imajo drugačno sporočilo in to bi lahko nagovorilo dodatne volivce, ki bi te nomadske volivce, ki bežijo od gibanja Svobode, da bi takšen skupni nastop dal priložnost tudi tej skupini in potem bi se lahko pomerili v tem, kdo bo dobil več glasov, ali ta nova skupina ali skupina okoli SDS in tisti bi postavil vlado. Ne? In to bi bil lahko način, da bi desna sredina prišla do te večine, ki jo potrebuje, ampak zdaj poskušajo vsak na svoje in mislim, da to drobljenje v končni fazi ni dobro za nikogar. Ne? Zdaj, dve vprašanji se pravzaprav pojavljata ob tem, ne? Torej, če bi sploh, pri čemer še ni napovedal, ampak vendarle se nekako špekulira, da peljajo stvari v to smer, tudi na zadnje SDS to sporoča. Ne? Če bi se Anže Logar podal na samostojno pot, do katere mere lahko on črpa pravzaprav širše čez sredino ali pa vsaj iz neke te prave sredine in po drugi strani koliko se špekulira pravzaprav konkurenti ves čas poudarjajo, češ, da sta pravzaprav Janša in Logar dogovorjena in da je to pravzaprav zgolj predstava za javnost. Če želi zaorati v to nomadsko liberalno sredino, morajo ljudje dobiti občutek oziroma verjeti, da Logar ni zgolj izpostava Janeza Janše. Ne? In to razhajanje lahko razumemo v tem kontekstu. To pomeni, da gre za neko oddaljevanje. Jaz verjamem, da je v glavi pristno oddaljevanje, da je to neka drugačna miselnost pri Anžetu Logarju v ozadju. Po drugi strani pa, če gledamo Janeza Janšo, njegov interes nedvomno je, da je Logar uspešen, kadar uspe nagovoriti glasove sredine in uspe mogoče nagovoriti glasove Nove Slovenije, ker vemo, da so tu stranke v sporu in Janša ne bi imel nič proti, če je Nova Slovenija kaznovana za to, ker pač recimo temu je neposlušna trenutno do tistega, kar si on kot dominantni lider na desnici predstavlja. Če pa bo, tako kot kažejo zdaj javnomnenjske neke interne raziskave, Logar prej kot v to sredinsko bazo posegal v volilno bazo SDS-a in zdaj tako kaže nekje do tretjine glasov naj bi imel tako SDS-u kot Novi Sloveniji, pa smo lahko prepričani, da Janez Janša ne bo pustil, da mu Anže Logar odpelje niti enega njegovega volivca. In takrat, če se bomo približevali volitvam in ugotavljali, da Logar ne posega izven tega kroga, temveč posega v bazo SDS-a, potem bo Logarju še zelo težko, tako kažejo prejšnje izkušnje tistih tako imenovanih disidentov, če ne omenim mogoče zgolj Gregorja Viranta, ki pa je takrat naredil to napako, da je šel brez dogovora v lasten projekt in čeprav je tisti projekt srednjeročno imel potencial, da tudi je v tistih volitvah desnici prenesel čez 50% glasov in čeprav je imel ta potencial tudi naprej, ne smemo pozabiti, da je Virant delal svoje naivne napake, je na koncu pač bil sesekljan, se reče temu. No, zdaj, edini osamosvojitelj vendarle ni na sceni še Janez Janša. Ta teden pravzaprav je se na novo na sceno lansiral tudi Lojze Peterle, s tem, ko je prevzel od stranke SLS blagovno znamko Slovenski krščanski demokrati, ki jo je pravzaprav sam ustvarjal in bil njihov tudi predsednik v 90-ih. Torej, Peterle se nekako vidi kot nek civilno-družbeni dežnik, ki bi pomagal povezovati stranke, recimo, ki jim je blizu ta politika krščanske demokracije. Je to mogoče sploh ob teh egih na eni strani in pa recimo tudi Peterletovi politični zgodovini na drugi?
Ja, gospod Peterle, mislim, da je star 75 let, če se ne motim, je še vedno zelo vitalen človek. Ne? To pomeni, in ima izkušnje in veliko ima zapovedati. In mislim, da išče en kanal, kjer bi lahko dosegel javnost z nekim sporočilom, ki bi prispeval desni sredini mogoče nekaj več teh izkušenj, znanja, intelektualnega potencijala. Tukaj je nek manko, sploh pri krščanski demokraciji, bi rekel, neka družbeno angažirana, družbeno-politično, ne rečem, ker družbeno so angažirani, družbeno-politično angažirana civilna družba. Ne? In tukaj je priložnost mogoče za to zavezništvo SKD, da se tu zberejo neke izkušnje in da tukaj je neka svetovalna pot. Ne? Na zadnje me to spominja malo, da so nekaj podobnega tudi SD svoj čas razvijal z Milanom Kučanom, ne? Pred leti. Sicer jim na koncu ni veliko pomagalo, ker niso potem nekega velikega rezultata volilnega naredili, ampak ni za zanemariti vsega tega kilometrine, ki je v zadnjem. Spomnimo se, krščanska demokracija je vodila osamosvajanje Slovenije, ne? In tukaj je neko znanje, ki ga Lojze Peterle ima, in dokler je v kondiciji, kot je, ga lahko na tak način prenaša tako v javnost, kot do tistih, ki so danes politični predstavniki te ideje. Ne? Da bi pa se on politično aktiviral, pa skoraj da ne verjamem. No, bistveno bo po svoje tudi nagovarjanje mladih, ne? Ti pa so, tako kaže raziskava PISA in pa tudi ugotovitev recimo Združenja katoliških pedagogov, ne? Vse manj funkcionalno in bralno pismeni, ne, pravzaprav četrtina naj sploh ne bi bila več zares pismenih, ne, opozarja ta mednarodna raziskava PISA, kjer pravzaprav znanje slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev opazno pada, oziroma niti ne nujno znanje, no, ampak predvsem to, ta funkcionalna pismenost, torej da znajo znanje pravzaprav uporabiti in pa recimo prebrati neke kvalitetne vsebine, ne. Ja, osebno mislim, da je to posledica ekranizacije. To pomeni, Slovenija vedno za trendi caplja 10-15 let za tisto, kar na Zahodu ugotovijo, da se dogaja. Ne? In mislim, da na Zahodu že te tehnične naprave, telefon in podobno že letijo iz šol. Tudi v Franciji vem, da so v osnovnih šolah prepovedali telefone in podobno. Medtem ko pri nas je pa to trenutno na višku. Ne? To pomeni, otroci so stran od knjig, so v ekranih in hkrati v tistih knjigah, ko so vprašljive kvalitete. Ne? Sploh neki mladinski romani pogosto uporabljajo nek slengaške izraze in podobno. In ni toliko knjižnega jezika, seveda roman je vedno prilagojen neki realni situaciji. In kaj hočem reči je, da imajo malo stika z knjižnim jezikom, tako na omrežjih, kot nazadnje tudi na obveznem branju. Mislim, da je to dr. Kos Mahačič na nekem simpoziju Društva katoliških pedagogov Slovenije odlično povedal. Tudi članek o tem smo imeli na Domovini včeraj ali predvčerajšnjim. In mislim, da so prave probleme zaznali. No? To pomeni, da kako pa rešiti to, da otroke vrniti k branju, k neke kvalitetne literature, da ne bojo brali samo šunda, ali kako bi temu rekli, ne? Je pa mislim, da vprašanje za $1 milijon, no? Ampak s tem bi se mogli začeti ukvarjati. Ne? Vprašanje za $1 milijon je tudi, kako rešiti revščino, ne? Na to vprašanje pravzaprav aktivno skuša odgovarjati Pedro Opeka, ki je bil po 8 letih ta teden znova med nami v Sloveniji. Ne? Ob tem pa se odpira še eno vprašanje, pravzaprav, ki je ta letos kar več časa že na sporedu, ne? In sicer to vprašanje dobrodelnosti, na kak način pomagati, da bo denar prišel, ne, v prave roke. Spet se recimo v tem kontekstu v nekoliko drugačni luči omenja ta primer Sandija Zajca, ne, na drugi strani Pedro Opeka z svojo organizacijo Kamašoa, ki rešuje tisoče in tisoče, ne, mislim, da trenutno zagotavlja šolo več kot 15,000 ljudem, ne, streho nad glavo 25,000 in tako naprej. Ja, mislim, da je gospod Sandi Zajc en dober primer, na katerem se lahko veliko naučimo o tem, na kak način dajati. Ne. Mediji imamo radi zgodbe. Ne. Še posebej zgodbe, ki zbudijo neko čustveno afektiranost. In zgodba gospoda Zajca, ki je heroj reševanja seveda otrok takrat v vrtcu, je zgodba, ki so jo mediji pograbili in zgradili. Ampak za gospodom Zajcem, v senci njega, je še 30, 50, 100 podobnih ljudi, ki so se podobno žrtvovali, podobno reševali imovino drugega, medtem ko so imeli recimo težave doma, ki pa so ostali v senci samo zato, ker je medijska pozornost padla na nekoga drugega. Ne? Kak zaplet je z tega nastal, smo videli, ker se je mimo
nekih organizacij, ki se s tem ukvarjajo, nakazal denar na neko gasilsko društvo in potem so se sprli glede tega, ali gospod Zajc dobi denar ali bivša partnerka, kjer je bila v tisti hiši, ki je zalila in tako naprej. Na koncu so se sicer nekaj zmenili, ampak bistvo tega je, da če kdo ve, na kakšen način je smotrno pomoč deliti, so to humanitarne organizacije, ki so organizirane, se s tem ukvarjajo. In to je Karitas, in to je Rdeči križ, in to so ostale. Zato, ker one poznajo ozadje zgodb, tako posameznikov, kot vseh drugih, ki so bili v nekem poplavah ali čemarkoli prizadeti, poznajo, kakšne so njihova stanja in pravično, verjamemo, zaupamo jim, na tem to temelji, pravično znajo porazdeliti ta denar. Ne? Pedro Opeka je tudi posameznik in je tudi zgodba, ampak on sam po sebi je organizacija, on je organizacija sam po sebi. On je 15 let ali ne vem, 10-15 let na smetišču iz nič zgradil toliko in toliko hiš, ljudi potegnal in rezultat njegovega dela, ne, je bil viden. Ne? To pomeni, to ni muha enodnevnica, ki so jo mediji ustvarili čez noč, ampak je človek, ki se je zgradil na lastnem delu in ima odzadaj organizacijo, ki vse to vodi. Mogoče bi ti kaj še bolj povedal, ker si bil na obisku, ne vem, če gledalci vedo, pri Pedro Opeki pred kakšnega pol leta si tudi osebno z njim bil dosti v kontaktu, naredil si tudi zelo dober intervju za Domovino. Mogoče ti malo več poveš. Ne? No, mislim, vsekakor je tukaj ta vidik, ne, da je zadeva organizirana, da se ti misionarji dejansko res trudijo za to, da denar spravijo direktno do ljudi. Ne. Ta bistvena razlika je, torej denar ne gre njim osebno za njihovo hišo, njihovo težavo, ampak v bistvu oni so tisti, ki potem ta denar osebno prenašajo do tistih ljudi, ki ga najbolj potrebujejo. In pa še en vidik je zelo pomemben poudaril tudi na tem obisku Pedra Opeka, ne, da pravzaprav oni ljudem dajajo delo, ne dajajo nekih denarja, kar tako, ne, ampak pravzaprav ljudem dajo dostojanstvo prek tega, da jim dajo delo. Ne. Tako. Rok, hvala za današnje komentarje. Pri koncu sva mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v iztekajočem se tednu. Ustavno sodišče je zavrglo predlog za oceno ustavnosti zamenjave dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z obvezno dajatvijo ter omejitve cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so ga podale 3 zavarovalnice. Ustavni sodniki so prepričani, da pritožniki še niso izkoristili vseh pravnih sredstev in da lahko od države odškodnino za povzročeno izgubo tudi terjajo. Republikanska večina v ameriškem senatu je zablokirala nadaljnjo pomoč Ukrajini, potem ko niso uspeli doseči dogovora na drugih področjih, predvsem azilni zakonodaji. ZDA se bojijo, da bi lahko denarja za Ukrajino kmalu zmanjkalo, brez njega pa bo ogrožena obramba te države. Slovenija je med državami OECD in Evropske unije najbolj napredovala na področju zmanjševanja revščine otrok. Več družinskih ukrepov, med drugim brezplačen vrtec za drugega otroka in dvig minimalne plače, so dali pozitivne učinke pri najhujši revščini otrok, predvsem dvig minimalne plače, pa hkrati povzroča tudi eno največjih uravnilovk na svetu, kar pa duši razvoj. Luka Dončić je postal očka, njemu in njegovi zaročenki, Ana Mariji Goltes, se je rodila deklica, ki sta jo poimenovala Gabriela. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Obilo tem, ki jih nismo uspeli pregledati v tem odmevu tedna, pa lahko še vedno najdete na portalu domovina.je. Za povsem kompleten dostop se morate tudi naročiti, s tem pa seveda podprete tudi naše neodvisno novinarstvo, ki je v teh časih še kako pomembno. No, brezplačno se lahko naročite na naš kanal in tako ne zamudite naših prihodnjih oddaj, tako vroča tema kot odmev tedna znova prihajata prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.